Spoštovane delegatke, spoštovani delegati, kolegice in kolegi, cenjeni gostje, dragi prijatelji. Danes smo že večkrat slišali, da kmetijstvo ni pomembno samo zaradi proizvodnje hrane. Tako kot slovenska pesem je pomembno za ohranitev slovenskega naroda in s tem slovenske kulture. Zaradi tega, čemu smo pričali v teh današnjih dneh, lahko upravičeno tiste, ki danes sprejemajo ukrepe, ki to kmetijstvo in podeželje uničujejo, lahko upravičeno imenujemo barbari. Vlada Alenke Bratušek ne samo z izjavami, pač pa predvsem z ukrepi, z dvigovanjem davkov, s centralizacijo, z ukrepi, ki siromašijo podeželje, na nek način uničuje tako kmetijstvo kot podeželje in prav je, da se temu vsi, vsak po svoji moči tudi upremo. Minister, ki je pristojen za kmetijstvo, Dejan Židan, je v preteklih mesecih pokazal in dokazal, da nekako ni minister, ki bi branil resor, ki mu je zaupan v upravljanje. Ampak je dopustil, da so se sprejeli v tej vladi ukrepi, ki gredo v smeri slabšanja pogojev za delovanje kmetijstva, ki gredo v smeri, tako kot je bilo danes že večkrat povedano, siromašenja in na nek način tudi uničevanja podeželja. Zaradi tega ta minister ni branik kmetijstva, ampak je predvsem v funkciji zaščite lastnega fotelja. Kar nekaj razlogov govori o tem. Veste, da je bila sprejeta novela zakona o gozdovih, uvedla neke prevoznice, nek nov birokratski inštrument, dodatno administriranje brez nekih neposrednih učinkov. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je včeraj vložila novelo tega zakona. Upamo, da bomo pri tem uspešni in da bodo tudi v koaliciji spoznali, da so naredili napako. In na nek način urejamo to področje tako, da tam, kjer je potrebno urediti dodatno stvari, ne bodo urejene, ne pa na način, kot je uveden sedaj, ko so bili v glavnem prizadeti tisti manjši kmetje. Nekaj podobnega je z zakonom o vinu, dodatno administriranje, oteževanje za vinogradnike in omenjen je bil že zakon o davku na nepremičnine. V posameznih primerih, ko smo delali konkretne izračune, bodo posamezne kmetije, predvsem manjše kmetije, plačevali tudi 10-krat več tega davka, kot plačujejo v tem trenutku nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Na drugi strani pa tisti, ki so bogati, ki ustvarjajo svoj prihodek ne z delom, ampak z nenormalno visokimi maržami, veliki trgovski centri, Mercato, Lidl, Spar, bodo plačevali tudi 5-krat manj. En konkreten primer smo tudi izračunali, v eni izmed občin namesto 160 tisoč evrov bo tega davka ponovno samo 40 tisoč evrov. Se pravi, da je ta politika, tako kot je rekel predsednik, v smeri uničevanja podeželja, uničevanja tistih, ki z lastnim delom ustvarjate ne samo vaše potrebe, ampak tudi potrebe vseh nas. Na drugi strani pa pogrešamo bolj aktivne priprave, ki ne bi omogočile črpanje sredstev iz perspektive 2014-2020. Smo konc leta 2013. Te stvari mislim, da bi morale biti že na mizi in kmetijstvo bi moralo vedeti, kako in na kakšen način bo v prihodnjem in naslednjih letih lahko koristilo sredstva iz tega naslova. V Slovenski demokratski stranki smo se vedno zavedali pomena podeželja in kmetijstva in v tej smeri bomo delovali tudi v prihodnje. Pomembno je, da na tej poti vsi skupaj vztrajamo, da povzdignemo glas takrat, ko je to potrebno. In na tem mestu se tudi jaz zahvaljujem seveda gospodu Golavšku in vsem njegovim sodelavcem za do sedaj opravljeno delo in želim novi ekipi, da bi s tem delom uspešno nadaljevala tudi v prihodnje. Hvala lepa.